Pozdravljeni, moje ime je Tomaž Gorec. Danes je na vrsti Facebook za podjetja tretji del. V prvem delu smo si ogledali vse o osebnem profilu in o tem, kako deluje Facebook. Drugi del je bil namenjen Facebook stranem, danes pa je na vrsti tretji del, ki je posvečen Facebook interesnim skupinam. Tisti, ki niste gledali prvi in drugi del, predlagam, da si najprej pogledate prvi in drugi del, šele potem tale tretji del. Povezave do prvega in drugega dela najdete spodaj v opisu videoposnetka. Interesne skupine na Facebooku, so zelo zanimive za vsakega, ki želi nekaj delati na Facebooku. Če se boste te zadeve lotili na pravi način, boste lahko dobili ogromno brezplačne reklame, na račun katere boste prodali veliko svojih izdelkov in storitev, povečali boste prepoznavnost svoje blagovne znamke, tako da interesne skupine na Facebooku so ena boljših zadev. Bomo pa danes vse pogledali, tako da boste se v to prepričali. Tudi par primerov iz prakse bom pokazal, tako da sem prepričan, da boste na koncu tegale online predavanja res prepričani, da so skupine res super zadeva. Zdaj, kaj sploh so skupine? To so interesne skupine, v katere se včlanijo osebe sorodnih interesov. Recimo popotniki, programerji, ljubitelji pohodništva, ljubitelji psov, ljubitelji mačkov, Slovenci na Filipinih imajo svojo Facebook skupino, tako da za karkoli se lahko odpre Facebook skupina. Glejte, jaz vam bom kar pokazal konkretno v praksi, kako tale skupina izgleda. Recimo, gremo najprej pogledat tole našo skupino, ki se imenuje Potovanja so moja ljubezen. To skupino sem jaz ustanovil že pred mnogimi leti. Cilj te skupine je pa ta, da se tukaj zbiramo popotniki, izmenjujemo izkušnje, si pomagamo drug drugemu in glejte, ta skupina ima trenutno 11.733 članov. Se pravi, to je kar velika številka. Vidite, in takole pač ljudi, glejte, tukaj Tamara sprašuje, zanima me, kako najceneje priti do letališča v Münchnu. In glejte, potem ljudje spodaj odgovarjajo in pomagajo pač Tamari, ki je zastavila vprašanje. Pač nekateri objavljajo slikce, tako kot je Klemen objavil, pač razne zadeve, dostikrat pa tudi ljudje objavijo povezavo do svojega bloga, če pač je neka taka tema popotniška, jaz to kot ustanovitelj skupine pa glavni administrator to dovolim. Evo, glejte, tukaj primer od Nike, je prilepila neko povezavo, verjetno je to na njen blog gre. Potem tukajle Matevž je dal link na svoj YouTube video, tako da pač puščam to vrste reklamiranja, zato ker sem prepričan, da je pač koristno za popotnike, ker so to pač popotniške teme. Vidite, tukaj je tudi Polona dala link do enega članka, kjer so opisane najlepše plaže na Švedskem, ladijsko kopališče in naravni rezervat. Verjamem, da je to zanimivo in zakaj tega ne bi dali noter. Kakor ste videli, v teh skupinah objavljajo različni ljudje. Se pravi, značilnost skupin je to, da lahko v njih vsak objavlja svoje prispevke. Oziroma tako je administrator
to je tisti, ki je odprl skupino, je glavni administrator, tisti določa pravila. Lahko bi tudi tako naredil, da pač lahko samo on objavlja prispevke, drugi jih pa ne smejo. Ampak to jaz nikakor ne priporočam, zato ker navada skupin je taka, da lahko vsi objavljajo in tudi to, če potem veliko ljudi objavlja, se ta skupina hitreje širi. Ker kar je čisto logično, 100 ljudi objavi in potem to mogoče tudi nekako potem bolj vpliva na vse te njihove prijatelje, da se tudi on pridruži skupini, tako da to je čisto okej, če člani objavljajo in celo dobro je, da so te člani, da jih čim več različnih objavlja slikce. Tudi zaradi samega Facebookovega algoritma in tudi zato, ker je potem skupina je bolj zanimiva. Se pravi, če vi odprete skupino, se morate potruditi, da bo vaša skupina zanimiva, da bojo ljudi dobili koristne informacije, da bojo imeli razlog, da so v tej vaši skupini. Običajno imajo objave v skupinah zelo dober doseg. Glejte, tukaj lahko pogledamo primer naše Facebook skupine Lepote Slovenije. Glejte, bom šel pogledat kot administrator, imam možnost tudi to statistiko. Glejte, in vam bom pokazal. Glejte, v zadnjih dneh, v zadnjih 28 dneh je bilo 72,000 aktivnih članov. Glejte, tole so pa najbolj priljubljene objave. Se pravi, to so te objave, katere je pač videlo največ ljudi. In tukaj vidimo, glejte, ta prva objava jo je videlo 47,700 oseb. Objava je dobila kar 5,300 všečkov, 115 komentarjev. Potem pa, če gledamo tudi še naprej objave, naslednja ima 46,000 ljudi dosega, tretja 40,000, potem še naslednje 38,800 in tako naprej. To so zelo velike številke. Zdaj, če bi vi hoteli, da vašo objavo vidi, ne vem, 1000 ljudi, in da bi vi za to plačevali Facebooku, bi za to plačali okoli 3 evre. Tako da to je kar velika cifra, če zdaj mislite, koliko bi mogli plačati, da bi 47,000 ljudi videlo, kolikor je bilo tukaj maksimum. Tako da vidite, zelo, zelo dobri dosegi. Glejte, pri skupini je še ena zanimiva zadeva, da vi lahko objavljate kot page. Glejte, mi lahko v skupini objavljamo kot Lepote Slovenije. In tudi jaz tukaj, glejte, objavljam, tole je moj page, tole ni osebni profil. Tako da, vidite, tudi to je en velik plus, bom potem pokazal, zakaj. Lahko mogoče kar takoj pokažem, glejte, jaz tukaj, ko sem objavil, za tole majico Lepote Slovenije, glejte, je to všečkalo okoli 55 ljudi. In glejte, nekateri, tako kot tale Kristjan, je všečkal pač tole mojo sliko, ni pa všečkal mene kot Facebook stran in jaz ga lahko povabim k všečkanju. Če sem to že prej vabil, tako da jih je zdaj malo manj, ampak običajno pa je teh kar nekaj, ki jih lahko povabiš k všečkanju. Glejte, tudi tukaj bomo pogledali, glejte, tukaj jih je pa malo več, glejte, tukaj lahko 2 takoj povabim k všečkanju, s Facebook strani Lepote Slovenije, glejte, sem že 4 povabil, 5, 6, 7, vidite,
To je ena velika korist, da lahko v Facebook skupini objavljate kot stran. To je en najlažjih načinov pridobivanja všečkov za svojo Facebook stran. Tema Facebook stran, je bila v drugem delu, tako da če ga niste gledali, si ga prej poglejte, ker vse se nanaša, pač ta moje predavanje je narejeno tako, da morate najprej pogledati prvi del, potem drugi, potem tretji, sledijo pa tudi še naslednji deli, četrti, peti, šesti in niti ne vem točno, koliko jih bo, ampak se bom potrudil, da povem čisto vse o Facebooku, kar vem. Glejte, en tak praktičen primer iz prakse. Glejte, ene skupine. Glejte, kakšne skupine sploh obstajajo? Glejte, za hujšanje je ena skupina. S to nimam jaz nič, pač to je od nekoga je ta skupina. Glejte, potem to sem tudi jaz odprl skupino podjetniki, kjer se pač podjetniki noter zbiramo in objavljamo neke prispevke. Tako da, če ste podjetnik, pridružite se tej skupini. Glejte, potem imamo skupino YouTube Slovenija. To smo noter tisti, ki se ukvarjamo z YouTubom. Tako da tisti, ki ste na YouTubu, vabljeni v to skupino, da si izmenjujemo izkušnje, objavljamo, kar smo objavili na YouTubu, kaj vprašamo druge, kaj drugim pomagamo, tako da pač zanimiva skupina. Glejte, potem skupina Instagram Slovenije. Tukaj objavljamo prispevke z Instagrama in si potem drugim malo sledimo, komentiramo, všečkamo. Vidite, nas je pa že 811, ne, tako da pač če ste začetnik na Instagramu ali pa tudi če niste, če boste v to skupino prišli, boste zagotovo na hitro dobili ene 50 sledilcev, kar v končni fazi niti ni tako malo. Tako da vidite, zdaj vidite primer skupin. In glejte, če pogledamo tole skupino hujšanje, ne, jaz recimo, kadar napišem kakšen članek na svoj blog, probam najti kakšno skupino, v kateri bom ta članek objavil. In seveda ne bom objavil v neko skupino, ne vem, tale Potovanja so moja ljubezen, ne bom zdaj objavil nekega članka o hujšanju, zato ker absolutno nič noter ne spada. Ampak glejte, jaz imam tukajle en članek o hujšanju, ki sem ga na svojem blogu objavil že aprila 2015. Se pravi, ta članek je zelo star, ampak glejte, jaz sem ga napisal 5 nasvetov, kako shujšati. In ne boste verjeli, ta članek se zelo dobro bere, napisal sem ga po lastni izkušnji, takrat sem res shujšal in sem bil takrat s svojo težo zadovoljen, no, zdaj sem spet to težo nazaj dobil in pač nisem najbolj zadovoljen, ampak glejte, kaj vam hočem tukaj povedati, ne želim vam govoriti o mojem hujšanju, ampak glejte, ko jaz napišem takle članek, kaj naredim? Grem na skupino hujšanje, poiščem in objavim prispevek, tako kakor ga bom tukajle. Evo, pa tukaj moram nekaj napisati, kdaj smo rekli, da je bilo tole objavljeno, to je bilo leta 2015, se pravi, članek je star 4 leta. Se pravi, bom kar takole napisal, 5 nasvetov Jaz bom tole zdajle nekaj na hitro napisal, toliko, da vidite primer.
Evo, lejte, jaz sem napisal prispevek in lejte, tukajle imam tole, ki zdajle vidite, je Google Analytic za spletno stran Tomaž Gorec. To je ta spletna stran, kjer je gor ta članek, kako shujšati. Tole, ki vidite 0, to pomeni, da je ta trenutek na tej strani 0 ljudi, se pravi nobeden ni. Se pravi, ni nobenega obiska. Lejte, jaz bom pa zdaj objavil tale prispevek v teli Facebook skupini in boste videli, da se bo že v parih minutah se bojo začeli pojavljati obiskovalci na moji spletni strani. Čeprav je ura že 10 zvečer, ko tole snemam, se pravi, to ni najboljši čas za objavo Facebook prispevkov, ampak vseeno boste videli, da nekaj obiskovalcev bo zagotovo prišlo na moj blog. In vidite, kako potem lahko s pomočjo Facebook skupine popolnoma brezplačno pridete do obiskovalcev vaše spletne strani. Dobro, to je sicer moj blog, ampak glejte, v končni fazi nima veze, ali pridejo ljudje na blog ali v spletno trgovino, rečemo, važno je, da pridejo, ne. Tudi jaz kot bloger mi je v interesu, da ima moj blog čim več obiskovalcev, ker več, ko imam obiskovalcem, bolj zagotovo bom kaj zaslužil, bom lažje dobil sponzorje in tako naprej. Tako da meni je interes, da dobim čim več obiskovalcev. In lejte, zdaj, če pogledamo ta Google Analytic, je že prišel en obiskovalec na moj blog, se pravi, točno na to članek. Glejte, ta trenutek sta že 2 in tukaj spodaj vidimo, da sta ravno na tem članku, kako shujšati. Tako da vidite, kako hiter, evo, lejte, so že 3. Vidite, kako je to? Aha, lejte, ta tretji ni bil na članek hujšanje, ampak je bil na jahori na smučanje, tako da ta tretji obiskovalec ni rezultat tega, ki smo objavili v skupini hujšanje. Tako da, lejte, čez 2-3 minute se bomo vrnili nazaj na ta Google Analytic, da vidimo, koliko bo obiskovalcev. Zdaj gremo pa pač naprej glede teh Facebook interesnih skupinah. Lejte, jaz sem prepričan, da vsako podjetje bi moralo imeti svojo Facebook stran, to smo tudi povedali v drugem delu, to je obvezno. Sem pa jaz tudi prepričan, da je obvezno imeti tudi Facebook skupino. Se pravi, vsako podjetje bi moralo imeti svojo Facebook stran in svojo Facebook interesno skupino, ki bi bila povezana z njihovo dejavnostjo. Lejte, primer, mi smo včasih imeli en projekt, Apartmaji Direkt, ki smo potem to zadevo prodali, ampak zato smo imeli tudi page, ampak smo odprli tudi skupino, ki se je imenovala Apartmaji iščem, nudim. In na osnovi tiste skupine, bom tudi pol kasneje malo več o njej povedal, smo dobili ogromno obiska na svojo spletno stran in zato nismo plačali niti evra. Tako da, lejte, ne, zdaj, če bi vi prodali, rečemo, PVC okna in vrata, vam je brez veze, da ustanovite neko skupino, ki bi se imenovala PVC okna in vrata, ker ne bo noben ven prišel. Lahko ustanovite skupino Gradim hišo, v katerih skupini bojo osebe, ki ravno gradijo hišo ali obnavljajo hišo ali stanovanje in bojo noter iskali pač neke informacije od drugih članov, in če bo kdo kdaj potreboval okna, boste pa vi vskočili z nasvetom in mu potem te okna lahko tudi
tudi ponudite. Seveda nikakor ne pretiravajte z reklamo, ker če pretiravate z reklamo, bojo te člani skupine ven ušli, ker glejte, noben nima rad preveč reklame, tako da vi, ko boste odprli skupino, glejte, na začetku absolutno nič ne reklamirajte svojih izdelkov, storitev, popolnoma nič, ker glejte, ljudje so povsod so prestrašeni, da bojo prejemali reklamo, videli reklamo in na to so alergični in glejte, na začetku se vzdržite, da ne reklamirate nič ali skoraj nič. Tako da, glejte, tega se držite, ker to je res zelo, zelo pomembno. Glejte, če vam, glejte, zdajle sem šel na to, kako shujšati, glejte, ta trenutek je 8 obiskovalcev na mojem blogu in od tega jih je 7 na kako shujšati, 1 na jahori na smučanje, no, zdaj je pa še 9 prišel, ta je pa na članku Srbija. Tako da, glejte, 7 ljudi je iz Facebooka prišlo, popolnoma brezplačno, nič mi ni bilo treba za to plačati in tudi tukaj vidimo vir, da jih je z Facebooka 8 prišlo. Tako da, glejte, super zadevca, vidite, sem mislil, da ne bo toliko obiskovalcev gor prišlo, ampak sem se zmotil, vidim, da jih je in hvala Bogu, da jih je, da pač vidite primer, da sem vam ga dobro pokazal. Glejte, da vam še pokažem ta skupina Apartmaji iščem, nudim, ki smo jo mi ustanovili takrat, ko smo imeli ta projekt Apartmaji direkt, potem smo pa to skupino skupaj prodali z komplet celim projektom. Tako da, rečemo, ta skupina je vredna zelo veliko. Za koliko smo mi prodali, vam ne morem povedati, zato ker pač je bila v pogodbi klavzula, da to ne smemo govoriti, ampak glejte, lahko vam povem, da smo mi to skupino smo prodali, ki je imela dobrih 30,000 članov, smo pa mi eno leto prej kupovali od enega eno skupino, ki je imela okoli 13,000 članov, se pravi 2,5-krat manj in smo za to ponujali, če se prav spomnimo, 1500 do 2000 evrov, pa ta lastnik te skupine ni hotel prodati. Se pravi, ta naša je bila verjetno saj še enkrat več vredna. Tako da, ampak to je res dejanska vrednost, ker veste, koliko smo mi iz tele skupine dobili obiskovalcev na našo stran apartmajidirekt.com. Po mojem, ne vem, bom majčkeno na pamet rekel, ampak po mojem veliko več kot 100,000 v enem letu. In to ni bilo treba plačati nič, niti centa, pa še v tej skupini so samo tisti ljudje, ki so za nas bili najbolj pomembni, se pravi tisti, ki so iskali nastanitev v apartmaju na Hrvaškem, v Sloveniji, v Bosni ali v Črni gori. Tako da, vidite, te skupine so izredno, izredno veliko vredne. Gremo nazaj na prezentacijo. Glejte, če nimate svoje Facebook skupine, kar če se s tem profesionalno ne ukvarjate, verjetno jo nimate, potem objavljajte v drugih skupinah. Ampak glejte, ne delati tako, da se pridružite neki skupini, administrator vas potrdi, če je pač ta potrditev potrebna, in potem že vi takoj neko reklamo za svoje podjetje objavite. To verjemite, da ne bo šlo, ker tisti, ki je lastnik skupine, ki je glavni administrator, tistemu ni v interesu, da se tako dela. Zdaj, če greste v eno skupino, za katero mislite, da bi bilo za vas dobro, da lahko kaj objavite, pojdite najprej v skupino,
pomagajte z odgovori kakšnem drugem tem članom skupine, ki nekaj sprašujejo, bodite aktivni, mogoče objavite kakšen prispevek, ki ni absolutno nobene veze z vašim podjetjem oziroma tem, kar želite oglaševati, tako da vas najprej malo ljudje spoznajo in šele potem pejte za neko reklamo. Nikakor pa s to reklamo ne pretiravati, ker administrator ima v vsakem trenutku možnost, da vas vrže ven iz skupine, blokira in ne boste mogli nikoli več v to skupino priti. Tako da v skupini se nekako bi rekel, upoštevajte pravila nekega lepega obnašanja, zato da boste priljubljeni v skupini in potem vam noben ne bo te reklame, če boste objavljali, ne bo niti zameril. Glejte, jaz imam tudi to taktiko, kar se mi zdi v redu, pa tudi pošteno, jaz, če hočem kaj takega reklamnega objaviti, vedno vprašam tega administratorja, vprašam, grem, ga najdem, kar ga ni težko najti, ga zaprosim za prijateljstvo in ga potem vprašam, rečem, glejte, jaz bi tole pa tole objavil, povejte mi, dovolite mi, ne dovolite, če dovolj super, če ne dovolj vprašam, če je kakšna možnost, ne, da on meni to pusti, jaz pa mu naredim neko drugo uslugo, tako da, glejte, če so obe dve strani normalne, se zmeraj da to dogovoriti za neko sodelovanje, v katerem imajo obe dve strani korist. Glejte, zdaj, če boste odprli Facebook skupino, kar vam zelo toplo priporočam, potem je na začetku vaš prvi izziv, kako dobiti v skupino člane, ne, ker skupina z nič ljudmi ni nič vredna, ne. Tudi škoda vašega truda, karkoli delati, vi morate čim prej dobiti nekaj članov. Glejte, prva zadeva, kako lahko dobite člane, je ta, da v skupino povabite vse svoje prijatelje, za katere mislite, da jih bo ta zadeva zanimala. Recimo, jaz sem vam prej pokazal tisto mojo skupino Potovanja so moja ljubezen. Glejte, jaz v tisto skupino ne bom nikoli povabil nekega prijatelja, za katerega točno vem, da ga potovanje absolutno nič ne zanimajo. Tako da povabite le tiste ljudi, ki jih to zanima. Potem lahko tudi svojim prijateljem rečete oziroma prosite, če bi oni v skupino povabili svoje prijatelje. Recimo, bom se spet vrnil k primeru Potovanja so moja ljubezen. Tam jaz občasno komu rečem, ko vidim, da je malo bolj aktiven v skupini ali pa da vidim, da je sam zagret popotnik, pa to mu pišem pa rečem, lej, vidim, da si ful popotnik, verjetno imaš na Facebooku tudi veliko prijateljev popotnikov, dajte, lahko prosim, če povabiš te popotnike v tole skupino, več, ko nas bo, bolj bo zanimivo, bolj si bomo izmenjavali informacije in, glejte, bom rekel, v 80% primerih taki prošnji te ljudje ugodijo. Pa tudi v končni fazi, če vas bi zavrnili, ne, so vas zavrnili in greste dalje in to je to, ne. Probali ste, to je pomembno. Glejte, zdaj, najbolj pomembna zadeva pri teh skupinah je pa ta, da boste vi poskrbeli, da se bo v skupini nekaj dogajalo, da bo zanimivo, da bojo koristne informacije, tako da to morate zmeraj na prvo mesto morate postavljati kvaliteto. Ker lahko potem vi in vaši prijatelji v skupino povabijo, 100 tisoč ljudi, ampak če teh 100 tisoč ljudi ne bojo v skupini našli nič pametnega, nič zanimivega, bojo to skupino hitro zapustili. Če pa bojo noter neke zanimive stvari, tako kot so recimo v naši skupini Lepote Slovenija, glejte, tukaj objavljajo ljudje slikce.
in objavljajo veliko slik in glejte, kakšne lepe slikce so to. Glejte, ful lepe slikce. Saj ste videli, tista tam je imela 5000 všečkov, glejte, tale s Pohorja, od Katje, glejte, kako to lepa slikca, ne. Vidite, 1400 všečkov. Glejte, ljudje take stvari radi gledajo in v to našo skupino pride, vsak teden se skupina poveča, bom rekel, za nekih skoraj 1000 novih članov. Glejte, trenutno jih imamo 83 970, pa se spomnim, da še par dni nazaj jih je bilo samo nekaj čez 83, tako da smo v parih dneh dobili skoraj 1000 novih članov. Tako da, veste, zanimivi morate biti, zanimivi in kvaliteta mora biti na prvem mestu. En način, kako pridobiti tudi nove člane, je, da organizirate kakšno nagradno igro. To pomeni, da pač probate kje dobiti kakšno nagrado in potem jo podelite. Recimo, jaz na svojem YouTube kanalu dostikrat podarim kakšne vstopnice za kakšne terme, savne, isto delamo na Facebooku, tako da nagradne igre, recimo, so tudi dober način, da dobite nekaj članov, ne. Pa zdaj, kdo bo mogoče rekel, ja, potem pa pridejo ljudje v skupino samo zaradi nagradne igre. Glejte, ni čisto res, zato ker običajno imate take nagrade, ki so nekaj povezani z vašo temo in potem pridejo bolj tisti ljudje, ki jih to zanima. Je pa tudi res, če je vmes pa kakšen tak, ki ga to absolutno nič ne zanima, pač ga pa ne zanima, je pa pač noter, saj vas to nič ne košta niti nič, tako da ni to absolutno nič narobe, ne. Glejte, zdaj še par stvari, ne, kako dobiti člane, lahko pogledamo. Glejte, gremo kar na tole, se pravi, Lepote so moja Slovenija. Se pravi, jaz bi tukaj lahko bom pokazal, se pravi, kot Tomaž Gorec, osebni profil. Zdaj sem tukaj, zdaj sem tole, prej sem bil v skupini kot Tomaž Gorec stran, zdaj sem pa v skupini kot Tomaž Gorec osebni profil. In, glejte, tukajle se mi pojavijo ljudje, ki jih lahko povabim. Sicer sta se mi samo dva pojavila, to zato, ker sem jaz svoje prijatelje že večinoma povabil že zelo dolgo časa nazaj in pač sta samo dva, ne. In vidite, tukaj sem svoje prijatelje povabil. Glejte, zdaj, če grem nazaj kot Tomaž Gorec, kot page, bom pa lahko povabil tiste, ki so všečkali moj page. Ampak zdaj Facebook ima to nekako tako, da ne morete vi naenkrat vse prijaviti, povabiti. Zmeraj morate vi pač, zmeraj morate vsakega morate posebej klikniti, to je res. Ampak no, glejte, vidite, tukaj sem jih prej popoldne povabil in mi ni novih dal ta Facebook. Glejte, se bom jaz zdaj tukaj prijavil kot en drug page, ne, tudi kot en drug naš page, in se bo potem, recimo, ne vem, tale preberite.si je naša zadeva. Tukaj pa po mojem, da se bojo pojavili ljudje, ki jih bom lahko povabil. Vidite, glejte, tukaj jih je pa več, ki jih lahko povabim. Ne, in vidite, tukaj samo pritiskam povabi. Ne. Ampak, glejte, to pri meni jih je manj, zato ker to redno delam. Se pravi, pri nekaterih, če boste pa vi to na začetku, se vam bo pa vsakih par ur, se vam jih bo 50 pokazalo, da jih boste lahko 50 povabili. Recimo, glejte, to je tudi en tak način za pridobivanje novih članov. Kakor sem pa že rekel,
najbolj pomembno je pa to, da imate zanimivo vsebino. Glejte, kako do zanimive vsebine prideti, ne. Recimo jaz, ko sem pred mnogimi leti odprl ta stran Potovanja so moja ljubezen, na stran skupino, je bilo problem, ker nobeden ni nič objavljal noter, ne. In če sem jaz kakšnega človeka na Facebooku, ki je bil moj prijatelj, videl, da je človek nekje na Tajskem in objavlja ful lepe slikce, sem mu takoj pisal in sem mu rekel: super si na Tajskem, glej, vidim, imaš ful lepe slikce, bi jih kakšno hotel objaviti v skupini Lepote Slovenije. In to skoraj nobeden te ne zavrne in tako so počasi se našli tisti aktivni člani. Potem pride do neke prelomne točke in potem se to začne objavljati. Recimo na tej strani Lepote Slovenije, skupini, tudi na začetku ni noben hotel objavljati, ker pač je bila to majhna skupina, 500 članov in se nobenemu so rekli, saj tukaj se nam ne splača objavljati, se nimam tega. Zdaj, ko je pa čez 80 tisoč članov, zdaj so pa vsi zainteresirani, da objavljajo, zato ker vsak objavlja, če so to kakšni fotografi, imajo super reklamo, se pravi, ljudje vidijo za njih. In glejte, tukaj vidimo, koliko je dnevno objav. Glejte, včeraj je bilo 203 objave, 126 jih je bilo včeraj, 203 so bile pa predvčerajšnjim. Vidite, koliko objav je to, ne? Ampak začetek je pa težak, na začetku pa ni bilo nič. In vidite, glejte, še ena zadeva, vi na začetku nastavite, vse v skupini nastavite. Glejte, jaz sem nastavil tako, da vsako osebo potrdimo. To je zato, da ne pridejo noter kakšni, ne vem, bi rekel, Azijci ali kdorkoli že, Nigerijci, ki ti pride v skupino, potem pa v komentarjih piše tiste komentarje, ste sigurno že videli, nudimo vam posojilo in take zadeve, tako da mi smo šli na ta način, da vsakega odobrimo. In vidite, tukaj je Jani dal prošnjo, da bi račel skupino in jaz sem ga kliknil in sem ga odobril in Jani je zdaj v skupini. Potem imamo pri nas tudi urejeno, da vse objave ročno objavljamo. Vidite, tukaj je pač Klemen dal neke slike z Mariborskega Pohorja in glejte, jaz bom te slike zdaj odobril, ta prispevek, in ta prispevek se je recimo zdaj pojavil na strani Lepote Slovenije. Evo, glejte ga, ne. Tako da mi vse odobrujemo. Bi pa lahko vse imeli tako, da vam ni potrebno nič odobriti, da se avtomatsko objavi, ampak glejte, to ne priporočam ravno najbolj, ker slej ko prej lahko pridete do nekih težav, se pravimo teh, pač to pridejo neki ljudje noter, ki želijo nekaj reklamirati, ali so to neki krediti, ali ne vem, ali so celo kakšne prevare in take zadeve, tako da zato smo mi tukaj majčkeno bolj previdni, da nimamo teh, bi rekel, spamerskih objav, ampak je tudi tako, ne, zdaj, če vi potem enega najdete, da to nekaj dela, ga lahko takoj blokirate, odstranite, označite, da se vse njegove objave zbrišejo in je to kar dobro urejeno pri Facebooku. Včasih pa tega niso imeli tako dobro urejenega, je bilo pa tako, da si mogel, ne vem, mogoče, 100 komentarjev zbrisati, ročno, enega po enega. Tako da zdaj so to dobro zrihtali. Glejte, če se spomnite, sem vam prej omenil, da je možno v skupini objavljati kot stran. S tem pridobite to, da boste lahko dokaj enostavno za svojo Facebook stran dobili všečke. Zdaj, da imate vi možnost objavljati v skupini kot stran, morate povezati skupino in stran.
Jaz vam bom to zdajle v praksi pokazal, kako se to naredi, ampak zdaj par mesecev ima pa tudi Facebook možnost, da greste vi v skupino kot stran. Ampak mi smo gotovi, da z nekim stranmi se da iti v neke skupine, z nekim se ne da, tako da najbolj sigurna zadeva je ta, da povežete skupino pa stran. Seveda, če želite to narediti, morate biti lastnik obedvojega, se pravi in skupine in strani vi, ker v nasprotnem primeru to ne morete narediti, kar je absolutno logično, tako kot ne morete vi iti voziti kar en avto, ki ga vidite na placu parkiranega, morate imeti ključe in tako naprej, da se ga gre peljati, ne. Glejte, zdaj, da vam tole pokažem, glejte, še en plus je, ne, če povežete skupino pa page. Glejte, vidite, tukaj gor se pojavi, glejte, to skupino smo mi povezali s pageom po svetu, to sicer ni naša stran, ampak smo se z njim dogovorili za en sodelovanje, da malo mi njim pomagamo, malo oni nam in smo povezali to skupino in ta page in vidite, oni se tukaj na vrh pojavljajo in prepričan sem, da zaradi tega dobijo kakšen všeček. Seveda, mi imamo to skupino povezano z večjimi stranmi, ampak tukaj se gor pojavi ena, ne vem točno po kakšnem ključu, ali je to tista, ki je ta zadnja povezana, čeprav mislim, da ne, ali je tista, ki ima največ všečkov, po pravici povedano, ne vem, ampak vi, če boste povezali svojo skupino, svoj page, se vam bo pač page tukaj gor pojavil, ker imate itak samo enega. Glejte, zdaj vam bom pa pokazal, kako se to poveže. Glejte, zdaj pogoj je, da ste administrator in pagea in skupina. Glejte, jaz bom povezal tole skupino Lepote Slovenije z Facebook stranjo Oto Krk. Ta Oto Krk ima okoli 20.000 všečkov, tako da pač zanimiva stran, veliko všečkov, 22.934. In glejte, kako jaz to povežem. Glejte, tukaj grem lahko na skupnost ali pa skupine, v obeh primerih lahko naredim. Glejte, če grem na skupnost, imam sam pač tukaj, ko piše skupine, kliknem začni in tukaj potem povežem. Glejte, če grem pa zdaj sem šel na skupnost, se pravi tukaj, glejte, če grem pa na skupine, pa pridem direkt za povezavo. In glejte, tukaj samo kliknete Link your group in glejte, tukaj se mi že prva pojavi Lepota Slovenije in bom jaz kar tole sam kliknem link, potrdim in zdaj so povezane Facebook stran Oto Krk in Facebook skupina Lepote Slovenija. Glejte, zdaj, to je za obedve strani, in za page in za skupino dobro. Glejte, prej sem vam že pokazal, da se v skupini tam gor pojavi po svetu, pa zato dobi kakšen všeček. Glejte, pa tukaj, če gremo pogledat malo dol po tem newsfeedu, malo počasi internet dela. Glejte, se pa tukaj pokaže skupina Lepote Slovenije in če to nekdo gleda, bo naletel na to slej ko prej in bo tukaj imel gumb včlani se in če bo kliknil, se bo včlanil v našo skupino. Tako da vidite, je tudi to ena, se pravi, stran reklamira skupino, skupina reklamira stran, tako da to je zelo v redu. Glejte, zdaj pa grem nazaj pač na tole stran Lepote Slovenije. Zdaj, ker sem to povezal, bi tukaj mogel imeti tudi Oto Krk, če bi bilo vse po sreči. Moram tole naložiti še enkrat. Pa glejte, se mi ni pojavil Oto Krk. Ne vem, zdaj
tole pa poglej skupine. A treba kje potrditi, da vidim. Veste, to Facebook skozi spreminja zadeve, tako da je kdaj malo čudno, mogoče je, se moram jaz. Sekundo mi dajte, sem kot Tomaž. Aha, glejte, samo malo osvežiti sem mogel. Glejte, zdaj se je pa pojavil Oto Krk, tako da zdaj lahko jaz v skupini objavljam kot Oto Krk. Seveda to zdaj ne pomeni, da bom jaz tukaj v skupini objavljal neke slike s Krka, ker ta skupina je namenjena lepotam Slovenije. Lahko pa objavim kot Oto Krk slikco iz Slovenije. Glejte, pa bom to kar naredil, se pravi, tukaj sem Oto Krk, bom jaz našel neko fotografijo iz Slovenije, nimam tole pripravljeno, tako da bo majčkeno trajalo, da najdem nekaj. Glejte, bom grad iz Žužemberka objavil. Napisal Žužemberk, pa bom dal še srček. Napisal, da sem navdušen. No, in glejte, objavim. In to bomo zdaj tudi, vidite, to sem objavil in zdaj slej ko prej bojo tukaj všečki in boste videli, kako bom jaz lahko povabil te ljudi k všečkanju Facebook strani Oto Krk. Glejte, tukaj na Oto Krk se mi tudi, glejte, so se mi pojavili te, ki jih lahko povabim. Glejte, jih bom povabil. Vidite, tukaj se mi pa pojavljajo še kar novi, tako da tukaj sem prepričan, da bi se mi zdaj 50 pojavilo. To je zato, ker za Oto Krk sem šele sedaj povezal in nisem še nikoli vabil in tako da zdaj to bi se mi, po mojem, na vsake 2 urice bi se mi jih 50 pokazalo ali pa 40, ne vem točno, in bi jih lahko povabil. Vidite, nisem jih štel, ampak po mojem med 40 in 50 sem jih povabil. Tako da vidite, tako to gre. Glejte, zdaj pa še tukajle, počakajmo malo, da se bo, sem malo narobe kliknil, da se bojo našli kakšni všečki za ta Žužemberk. Zaenkrat še ni noben všečkov, ampak glejte, slej ko prej bo, ura je že 9:30, tako da tudi ni čist ta pravi čas za obiskovalce. Glejte, kar se tiče tega povezav s skupino, sem vam pokazal, sem vam povedal. Zapomnite se samo to, da če povežete skupino pa page, je največja korist to, da lahko v skupini objavljate kot page in tudi lahko v skupino vabite ljudi, ki so všečkali vaš Facebook page. Tako da potem pa še to, kar sem rekel, ne, tam se v skupini se pojavi page, na pageu se pojavi skupina, tako da je to med sabo povezano in to pač pomeni, da pač drug drugo reklamira in to se vam zelo splača narediti. Da vidimo, če je tukaj že kakšen všeček prišel. Zaenkrat še ne. Samo slej ko prej bo, ne, kar pomeni, da ko bo, to pomeni, da bom zdaj pač jaz kot Tomaž Gorec, aha, vidite, zdaj pa je že Miroslav je tole je všečkal, se pravi Miroslav pa jaz.
No, Miroslav je že všečkal Otok Krk, tako da ga ne morem povabiti, ne. Ampak, se bo pa zdaj več teh našlo, ke bojo všečkali, se bo več teh našlo, ke niso še Otok Krk všečkali, ke pa tisti, ke so ga, zato ker je to pač, običajno je tako, no, tako da predvidevam, da bo tudi tukaj, no. Tako da glejte, bomo zdaj tole nadaljevali, čisto na konec gremo pa še tole pogledat, toliko, da boste videli. Glejte, kar se povezave skupine, pa to sem vam pokazal, tako da to bi bilo vse, kar se tiče, te Facebook skupine. Še enkrat naj ponovim, da je Facebook skupina odlična zadeva, to se vam splača čas vlagati v to. Seveda za začetek je pa sploh dobro, da veste, ker mi opažamo, da več kot polovica naših strank pa želijo nekaj na Facebooku se iti, ampak sploh ne vejo, da skupine obstajajo. No, zdaj, da vam še povem, kaj bomo obdelali v 4. delu Facebook za podjetja. V 4. delu vam bom pokazal, kako vzpostaviti plačljivo Facebook oglaševanje, kako ustvariti prvi oglas, pokazal vam bom vse možnosti targetiranja po interesu, spolu, starosti, lokaciji, tudi to, ali želite, da se vaš oglas prikaže samo na mobilnih napravah ali samo na desktopih ali na obe dveh, tako da boste videli, veliko tega je. Za ta plačljivo Facebook oglaševanje bo posnetih kar več videov, po mojem vsaj 3, tako da tale 4. del bojo bolj osnovne stvari, ki so namenjene predvsem tistim, ki še nikoli niste plačljivo oglaševali na Facebooku oziroma tudi ste plačevali, ampak po tisti čisto najbolj enostavni metodi, ke vam Facebook ponudi, dajte 20 evrov, pa bo toliko ljudi videlo vaš oglas. Tisti način oglaševanja je običajno stran vržen denar, ker tam vi nič ne targetirate, tako da tisto je običajno brez veze in potem kdo parkrat da po 20-30 evrov za to oglaševanje in vidi, da ni nobenega rezultata in potem reče: Facebook oglaševanje za našo dejavnost ne deluje. V resnici pa to ni res, oglaševanje za njega bi delovalo, samo pač se je zadeve napačno lotil. Tako da to si bomo ogledali v naslednjem, tem videoprispevku. Zdaj se pa vrnemo še na tale Žužemberški grad, da vidimo, če je še kdo všečkal. Evo, glejte, Brane je všečkal in jaz ga zdaj lahko povabim k všečkanju Facebook strani Otok Krk. Tako da, glejte, zdaj tudi, če bi jaz tukaj dal lepšo slikico, ne, mislim, saj ne bom zdaj rekel, da ni pač Žužemberk lep, ampak ne, to je poletna slika, zdaj je zima, bolj bi pasala zimska slika, če greste pogledat tele slike od Pohorja, koliko všečkov dobijo, čez 1000, vidite, jaz sem pa tukaj komaj 2 dobil, ne. Tako da to ni prava slika v pravem trenutku, pa še čas ni primeren, se pravi, ura je že 10:30, tako da zdaj že manj ljudi na Facebooku. Tako da jaz mislim, da razumete, kaj sem vam hotel povedati in da boste to znali v praksi uporabljati. Če imate kakršnokoli vprašanje glede, tega, kar sem danes povedal, mi ga zastavite v komentarju tega videoposnetka in vam bom probal v čim prejšnjem času odgovoriti. Če vam je bil ta moj video všeč, dajte mi en všeček, napišite kakšen komentar, pa seveda, če še ne sledite mojemu kanalu, kliknite tisti rdeč gumb, kjer piše naroči, in potem, ko kliknete naroči, se pokaže še en zvonček, kliknite še tisti zvonček, tako boste bolj na tekočem o tem, kaj jaz dajem na, YouTube. To ne pomeni, da boste neke maile dobivali pa neko reklamo,
To samo pomeni, da če boste šli na Facebook, ne na Facebook, na YouTube, obstaja malo več možnosti, da se vam kakšen moj video prikaže, kakor pa če ne sledite mojemu kanalu. Tako da, to bi bilo za danes vse. Kakor sem rekel, če je vprašanje, ga zastavite v komentarju, všečkajte, naročite se na kanal in pač se vidimo naslednjič. Pa če prvega pa drugega dela niste gledali, imate spodaj link, poglejte si tudi ta dva dela, ker sem prepričan, da je kar nekaj stvari noter, ki jih ne veste, pa bi jih mogli vedeti. Tako da, to bi bilo za danes vse, lepo se imejte in se vidimo drugič.